Pozdravljeni v tretjem delu Q&A-ja, kako notranji otrok vpliva na dihanje in seveda tudi na ostale življenjske procese in tudi vedenje ter odnose, ker pač karkoli vpliva na dihanje, vpliva tudi na vse ostalo, kar se dogaja v nas in okoli nas. In v tretjem delu bi rad nekaj besed namenil tem, kaj se dogaja, ko z uporabo AEQ-ja začne oseba zmanjševati, tanjšati, razkrajati, raztapljati čustveno klep in takrat pride do potrebe, da ta notranji otrok začne dejansko odraščati, ker ko skozi vaje, AEQ vaje in AEQ dihanje začnete mehčati ta oklep, ker zmanjšujete senzorno-motorno zastrtost, se seveda posledično zaradi manj kronične napetosti v trupu ne spremeni samo vaše dihanje, ampak se dejansko začne spreminjati vaš celoten notranji red, odnos do sebe in, kar je še najbolj pomembno, odnos do resnice, ki ste jo prej morali držati stran od sebe. Podobno kot pri majhnem otroku odrasla oseba ne bo povedala resnico mu na tak način, kot bi povedala drugi odrasli osebi, ampak mu bo povedala na prirejen, preoblikovan način v obliki nekih zgodb ali pa mogoče celo ne bo povedala nič, da bi s tem otroka zaščitila pred kruto resnico, ki je ni še sposoben sprocesuirati kot otrok, ampak to se isto dogaja tudi pri osebi, ki ima notranjega otroka, da dejansko ne more sprejeti, dojeti, uporabiti, se odzvati primerno na resnico, ki je prezahtevna za notranjega otroka in zato seveda to resnico lahko na nek način obravnava, obdeluje njegova površina te osebe, ki je odrasla, to je relativno tenek del, njegova notranjost, tam, kjer se pa resnica ponotranji in dojame resnico, pa seveda ne pride do tega, predvsem zato, ker notranji otrok je v notranjosti te osebe, ima do resnice podoben odnos kot dejanski majhen otrok in zato taki ljudje pogosto resnico vedo ali pa jo razumejo s tem površinskim delom sebe, resnico pa v resnici ne dojamejo, zaradi tega, ker ko pa hoče ta resnica prodreti bolj globoko vanje, se pa notranji otrok tega ustraši, pobegne stran od nje ali pa se pretirano agresivno odzove na njo in zato recimo pri takih ljudeh to hitro opazimo, da če mu hočemo neko resnico utreti van ali pa mu jo ubiti v glavo, se včasih reče, bo resnico do ene točke normalno sprejel tako površno, površinsko, mogoče bo lahko celo razumel, ampak že ko ga bomo gledali v oči ali pa v obraz, no bo jasno, da v bistvu nima pojma, da ni prišlo v njega in da sem načeloma je nekaj razumel, v resnici v globino pa to ni šlo in seveda je potem taka resnica neučinkovita in vodi v pretirane čustvene odzive na njo, sploh če hočemo to resnico, ki je pa mogoče nam, ki imamo manj močnega notranjega otroka, ali pa lahko se bolj, ali pa smo se bili prisiljeni soočiti z bolečo resnico, ki je prišla bolj globoko v nas, zato tudi boli. Hočemo to resnico dati tudi tej osebi, ampak vidimo, da v bistvu zaradi njegove otroške notranjosti to ni izvedljivo in kar naprej pred to resnico beži, ali pa se proti njej bori tako, da nas napade, da se nam izogiba, da projicira svoje probleme na nas in podobno. Tako da, seveda pa to po tem vpliva tako na njegovo ali pa na naše dihanje, kot na našo držo in ustvarja recimo napet trebuh, zakrčeno trebušno prepono, o čem sem razlagal v prvem delu razlage, ali pa potem seveda negativno vpliva na naše dihanje, logično, posledično na naše odnose in na to, da se tega notranjega otroka sploh ne zavedamo, ker nam je to samo še en velik problem, ki ne vemo, kako ga naj bi sploh reševali, potem sem razlagal v drugem delu, ko pa
skozi AIQ dejansko začnete čustveno klep z manjšanjem senzorno-motorne zastrtosti in s tem manjšo potrebo, da se ne soočate z dejanskim celostnim stanjem, se namehča sam telo, ampak začne dejansko dozorevati ali pa odraščati, mogoče boljš tisti del vas, ki je moral prej navzven delovati odraslo, znotraj je pa ostal prestrašen, nezrel, pretirano prilagojen in seveda ta zorenje, tako kot sem prej rekel, zaradi dviga čustvene zrelosti gre vedno bolj v globino, zato ker ta odraščajoč otrok se vedno lažje mu povemo več resnice, dokler ne odraste toliko, da mu lahko povemo pač stvar takšno, kot je, ker je že dovolj odrasel, dovolj zrel, da bi lahko ali pa da mora sprejeti resnico takšno, kot je. In sem taka resnica je pa tista uporabna resnica, ki nam da jasne temeljne, močno, stabilno podlago, ki omogoča potem zrel odnos, zrel odziv, zrelo spremembo. In tukaj še posebej bom poudaril to, da pač to vse, kar razlagam, je namenjeno izključno in samo za razumevanje, kako AIQ pristop spreminja notranjega otroka. In tukaj se ne spuščam v druge pristope, ki se ukvarjajo z notranjimi otroci na tak ali na drugačen način, ker je to, kar govorim, namenjeno temu, da razumete, kako razkroj čustvenega oklepa, ki se zgodi skozi manjšanje senzorno-motorne zastrtosti, skozi razlage, vaje, dnevne naloge in ostale pristope, ki jih AIQ uporablja, deluje. In to ni prenosljivo na druge metode, ker glih zaradi tega, ker zahteva integracijo vaj in ni samo na razumski ravni, na površinski ravni, ker glih zaradi tega, če vaj ne uporabljamo ali pa da bi uporabljali samo teorijo, ki jo razlagam, ne pa tudi ostalega dela AIQ-ja, potem pride do neenakomernega in ne dovolj celostnega pristopa, kako mehčati ali pa razkrajati ta star oklep, ali pa ustvarimo iluzijo, da oklep sicer tanjšamo, da smo bolj odrasli, ker se s tem soočamo, ker o tem razmišljamo, ker se o tem pogovarjamo, noter je pa v bistvu vse enako kot prej in tukaj v bistvu je tudi največja past tega problema ali pa tega stanja, ker če dobite več občutka za notranjega otroka ali pa tudi za svoje telo, to še ne pomeni, da ste bolj zreli. Če čutite, da ste bolj sproščeni, to ne pomeni, da ste bolj odrasli. Ampak, ali pa če ste bolj odprti, ker je sploh velik problem pri pristopih za urejanje notranjega otroka, to še ne pomeni, da imate več notranje urejenosti, ker notranji otrok ne odrašča zaradi razlage, zaradi pogovora, ne razlaga zaradi tega, ker nekaj uvidiš, ampak odrašča takrat, ko telo dobi novo izkušnjo, ker notranji otrok je ravno v telesu, ne na površini, ni v zavesti, ni na površini telesa, ampak v podzavesti, v podzavestnih strukturah, v avtonomnem živčnem sistemu, v notranjosti telesa, tista, ki je ostala nezapečena, če se spomnite razlage, druga dela razlage o stejku. In ravno ta nova celostna izkušnja je tista, ki jo AIQ nudi in jo tudi uporablja v procesu odraščanja notranjega otroka. In s tem, ko sem že na začetku povedal, bolj ko notranji otrok odrašča, več resnice ste sposobni sprejeti bolj globoko vase in ne pobegnete od bolečine, ki jo ta resnica neizogibno povzroči in se proti tej bolečini, ki jo povzroči resnica, ne borite. Se pravi, bolj ko ste celostno odrasli, manj resnica aktivira simpatično stanje avtonomnega živčnega sistema oziroma tudi, ko ga aktivira vaša čustvena zrelost, ne dovoli, da bi se proti tem, kar vas boli, borili ali pa od tega pobegnili. In tukaj AIQ deluje skozi to, da pač skozi vaje povečujete zaznavo telesa in povečujete vpliv telesa na zavest, kar zmanjšuje senzorno zastrtost.
AEQ dihanje potem povečuje zavesten vpliv na te podzavestne vzorce, ker skozi zavesten vpliv na telo, ki je potreben, če hočete dihati po AEQ pristopu, pride do zmanjševanja motorne zastrtosti in povečujete vpliv zavesti na telo. Ko tem dodate pa še razumevanje logike odnosov skozi AEQ odnose, pa to spremembo, ki jo dosegate, znate pravilno umestiti tako, kam paše, kot tudi kak hitro, veliko in kompleksno spremembo je sploh smiselno narediti, da ne bo ne premalo, ne preveč. In tukaj se prepreči, da bi šli zaradi pretirano razumskega pristopa v spremembe, ki niso občutene, niso telesno usklajene, in potem pride do prehitrih sprememb, ki pa samodejno vodijo v razvoj iluzije, ki jo pa oseba ne spozna takoj, ampak šele, ko se mu razpade, in to je pa lahko čez več mesecev ali pa tudi leto ali dve, in težava razpada iluzije pa je, da vodi v depresijo. Hkrati pa pogosto vidim, ko prihajajo stranke, ki so poskušale notranjega otroka reševati v preteklosti na take in drugačne načine, da so se pogosto zaradi razumskega pristopa prehitro odprle, kar je sicer logično, ker hrepeniš po svobodi, ker ta notranji otrok je pogosto kot taki kletki in potem, ko najdeš nek način, neko knjigo, nek tekst, neko razlago, nek vpliv, ki ti da upanje, da se to da rešiti, se ta kletka odpre in greš ven in seveda prideš ven neizkušen, nezaščiten in si tako kot ostržek, ko je postal fantek in je hotel iti v avanturo, v svobodo in je pa šel naiven, neizkušen v beli svet, kjer je pa seveda bil zelo hitro zlorabljen in prizadet in se potem običajno taka oseba, ker še ni sposobna razviti dinamičnega uklepa, ker čustven uklep, tako kot sem že razlagal v prvem delu razlage, ni namenjen, ni dobro, da je kroničen, seveda pa ni dobro, da ga nimate, se pravi, point je, da je dinamičen, kar pomeni, da ga aktivirate, ko ga potrebujete, deaktivirate takrat, ko ga ne. In seveda, če tega uklepa nima in pride iz te kletke čustvenega uklepa v okolje, ki notranjega otroka sovraži, ga recimo ne prenese, mu zavida to zdaj novo odkrito svobodo ali pa to odprtost izkoristi, sledi nova rana in iz te rane se spet zapremo nazaj v čustven uklep, lahko še močnejši, naredimo zamero do ljudi, gremo v samo ali se pa družimo samo s podobno ranjenimi ljudmi, kar pa seveda vodi potem v vpliv okolja na vas, ki nikakor ne koristi temu, da bi bile stvari boljše in potem ne greste sam nazaj v zaščito, ampak se umaknete in zato AEQ ne uči hitrega odpiranja, ampak uči doziranje, postopno ustvarjanje skozi razvoj čustvene in telesne zrelosti, da ste sposobni prepoznati, kakšno okolje in razumeti in določiti, kaj je treba spremeniti, da to okolje postane varno. Z več zaznave in bolj, ko zaznavate, pol začnete šele bolj vplivati in ko skozi vpliv naredite okolje dovolj varno, se začnete odpirati in to potem vodi v varno, sicer dlje časa traja, ampak dobite pa to, kar hočete. Sploh, ker odpiranje na začetku ne prinese olajšanja, ampak več resnice za sabo potegne najprej več bolečine, bolj jasno se začnete čutiti, zakaj ste napeti, kje kompenzirate, veliko prej opazite, ob kateri osebi ste bolj sproščeni, ob kateri ste manj, pa je običajno to glih obratno, ko bi si želeli, hkrati pa veliko bolj jasno zaznate, kdaj izgubite stik s sabo in zato je ta del procesa neprijeten, ampak uklep je bil potreben, in sproščanje pomeni več resnice, zato zahteva več občutka in na tak način lahko razumete vzrok, zakaj je treba ta vpliv nase in stik s sabo veliko bolj postopoma narediti, da ne pride do težav.
Hkrati pa mehčanje oklepa in odraščanje notranjega otroka zahteva kar nekaj pogojev, ki so danes običajno zelo težko dosegljivi oziroma samodejno nam ne pripadajo, in to je, da se upočasnimo, da najdemo nov, zavesten, kreativen ritem, kar pomeni ritem, ki se ponavlja, ampak ne čisto, da gremo v majhne spremembe, da gremo v več zaznave, čeprav instinktivno bi si sploh na podzavestni ravni želeli manj zaznave, in da zmanjšamo prisilo, ker spomnite se, da tisti pritisk na vas, da ste se zapekli na površini v odraslo osebo, to je bila prisila, in pol smo navajeni na to in mislimo, da je to normalno, prav, in pol gremo na isti način tudi mi v to, in potem poskušamo tudi AIQ uporabljati na tak način, da je treba se potruditi, ker eno je, da ste redni, pa dosledni, drugo pa je, da se prisiljujete, zato je AIQ 2.0 sploh zelo usmerjen v pravilno doziranje, da sami najdete pravo mero, ki ni ne preveč, ne premalo, da greste lahko naprej. In ko to nekaj časa počnete, za kar so še najbolj primerni AIQ spletni programi, izdih počasi se daljša, vdih umirja, zmanjšuje se pritisk v trupu, ne greste takoj v obrambo, ne greste v pretirane čustvene odzive, ali agresivne ali pasivne, spreminja se glas, v odnosih se razkraja prilagajanje za vsako ceno, zmanjšuje se potreba po ugajanju, povečuje se sposobnost, da ostanete v stiku s sabo, lažje ste v stiku z drugimi, brez da izgubite sami sebe, kar pa ne pomeni, da pol notranji otrok izgine, ampak odrašča in izgublja funkcijo tistega, ki tako močno vpliva na našo, iz naše notranjosti na našo površino, da v bistvu ne vede ali pa nočemo vedeti, da je on glavni odločevalec, čeprav nam je jasno, da otrok ne more biti glavni odločevalec, čeprav pogosto vidimo v sodobnih družinah, da je otrok tisti, ki odloča, kako se bo počelo, in sami vemo, kako to se pol konča. In seveda ta odrasli del, zunanji del, ki pa postaja vedno bolj debel, se pravi, gre počasi v globino, ni samo tenka skorja, ampak je vedno bolj celosten, začne prevzemati vedno več vpliva na vaše življenje, na vaše odločitve, na vaše odnose, kar pa seveda izboljša splošno počutje in vodi v celostno odraslost, kar pa pomeni, da drugače čutite, da čutite brez, da izgubite samega sebe in da ne zdrsnete nazaj v star vzorec. In to je v bistvu namen AIQ-ja, ki pa seveda zahteva, da sledite določenem protokolu, da sledite določenem procesu, ki sem ga oblikoval ravno zato, da učinkovito odpravite zakrčenost ali pa zataknjenost v tega notranjega otroka, ker vam to po eni strani tudi pomaga, da lahko odgovornost za to, kar ni v redu, prelagate na koga drugega, ne na sebe, ker to je spet, ker če otrok naredi neko napako, je kriv njegov skrbnik ali starš, ne. In za konec razlage bi pa dodal še to, da pač s tem, da mehčate oklep, ne postajate bolj šibki, ampak postajate bolj resnični in lažje sprejemate resnico, in taka oseba je najmočnejša, ker ga ni strah resnice in potem ne potrebuje biti agresiven, pretirano nasilen, narcističen, hkrati pa povečate stik s sabo in postajate bolj odrasli, tako v telesu, dihu, odnosu in življenju. Če želite notranjega otroka spremeniti, ga šolati, da bo bolj odrasel, bolj odgovoren in da bo seveda tudi lažje prenesel globljo resnico, kot ste jo sposobni zdaj, vam vsekakor priporočam uporabo AIQ-ja, ampak kot že rečeno, spoštujte, kak AIQ je narejen, ker je narejen z razlogom, tako kot je, in kake ima zahteve tudi do tistih, ki ga učijo, ker ravno
AIQ učitelj mora znati zmanjševati vpliv notranjega otroka, in celostno zoreti v globino, zato da lažje prenese resnico v sebi in potem seveda to lahko uči tudi druge. Učenje skozi knjige AIQ somatike da eno smer, kako vplivate na notranjega otroka, kako ga opazite, kako se ga zaveste in kako ga skozi uporabo AIQ somatike začnete postopno šolati v višjo celostno čustveno zrelost. Spletna predavanja so namenjena tem, da določena področja, kjer vas notranji otrok najbolj spravlja ven iz smeri ali pa vas spravlja ob živce, ali pa vi druge, seveda so za določeno specialno ali pa bolj ozko usmerjeno področje, da tam poglobite razumevanje. AIQ programi so pa namenjeni za bolj tako konkretno, široko in sodelovalno učenje AIQ-ja, kako ga uporabljate, tako da na svojem AIQ spletnem portalu v času programa kombinirate AIQ somatsko vajo, vodenje vaje, AIQ vaje v živo, dnevne razlage, dnevne naloge in v bistvu ustvarjate eno bolj urejeno okolje, kjer vedno bolj opazite, kako ste in kako vi vplivate nase in kako drugi vplivajo na vas in kako vi vplivate na druge. In tukaj potem seveda pride do bolj konkretnega raztapljanja, razgradnja ali pa mehčanja oklepa, ki je tudi časovno najbolj učinkovito, je seveda tudi bolj zahtevno za tistega, ki se programa udeleži, na kar je treba računati, ampak brez nič ni nič. Za notranjega otroka je najbolj primeren program, kako ustvarjati zrele odnose. Že samo ime pove, da je na tem programu se učite, kaj pomeni imeti zrel odnos in seveda zreli odnosi, ki jih ustvarjate v svoji okolici, pomenijo tudi, da se vaša ta skorja, ta oklep začne po eni strani mehčati, po drugi strani postaja vedno bolj ta odrasel del vas, vedno bolj globok, gre vedno bolj v globino in seveda postajate celostno bolj zreli. Drug program, ki je tudi zelo primeren za odpravo ali pa zorenje, odraščanje notranjega otroka, je pa program za zrele partnerske odnose, ker ravno partnerski odnos je tisti, ki najbolj in pokaže notranjega otroka v enem ali v obeh partnerjih in na ta način, ker ste lahko ob pravem učenju, pravem vplivu, pravi strukturi partnerja en drugemu ogledalo, lahko seveda vsak vidi pri partnerju notranjega otroka, kdaj se pokaže, na kak način se kaže in ga seveda lahko na to opozori, usmerja, mu pomaga in tako drug drugemu sta v oporo in vedno bolj zrelo sodelujeta in ustvarjata bolj zrel partnerski odnos, ki je pa en od najboljših zdravil za notranjega otroka iz enostavnega razloga, ker zrel partnerski odnos ne more imeti nekdo, ki ima v sebi ta neodrasel, nezrel del, iz enostavnega razloga spet, ker je za zrel partnerski odnos ključno biti sposoben sprejeti resnico in bolj ko globoko sprejmete resnico, bolj lahko se spremenite in potem je tak odnos vedno bolj zrel, moder in odrasel in v takem odnosu potem nastanejo taki pravi otroci, ne pa da smo v notranjem, v partnerskem odnosu dejansko sta dve osebi z dvema notranjima otrokoma, kar pa seveda potem vodi v nezrelost in neučinkovite notranje in zunanje partnerske odnose. Tako da upam, da vam je ta cela serija 3 predavanj o notranjem otroku v korist, da lahko tudi presodite, ali sem primeren za to, da vam pri tem pomagam, ali je AIQ pristop takšen, da je dovolj razvit, dovolj dobro razume in da je dovolj urejen, da lahko nekom pomaga
spremeniti notranjega otroka in da, če presodite, da ja, boste tudi uporabili ga za svoje dobro in dobro teh, ki so od vaše celostne odraslosti odvisni. Hvala lepa.